Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Pogovarjala se bom z gospodom Ferdinandom Miklavcem, prevajalcem romana Avignonski kvintet. To je najnovejše delo, torej prevodno delo, ki smo ga dobili izpod peresa Lawrencea Durrella. Hvala lepa, ker ste tukaj danes z nami. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vaša zgodovina in Avignonski kvintet sta pravzaprav že zelo dolgo tesno povezana, če sem vas prav razumela. Torej, ideja o prevajanju Avignonskega kvinteta je že zelo, zelo stara. Kar nekaj desetletij. Tako je, leta 1975, mislim, da sem dobil udar prvo knjigo Monsieur Vladar teme in sem to potem prebiral in kot mladenič se temu čudil in umeščal, kam to gre. In začel leta 1978 po zimi, decembra, to prevajati. Bil sem gost v samostanu Pleterje, Wow. kjer smo prijateljevali s priorjem. Samo pod vprašanje, samoiniciativno ste ga začeli prevajati ali ste dobili naročilo? Zanimala me je knjiga, fasciniralo me je in sem začel, ker sem veliko stvari prevajal brez naročila. Zato, ker me je zadeva zanimala in sem jo začel preučevati in jo delati. No, in to sem delal do pomladi 1979, potem sem bil pa na potovanja in sploh za nek daljši čas šel in je ta knjiga ležala 10 let. Torej se je medila. Kaj pa vem, ker se je medila, nekako je v meni dozorevala ta nuja, da to naredim. Medtem je pa šla seveda Livija in vsi ti romani in kar nekrat je, ko sem jaz bral prvo knjigo, je bil to duet, je bila šele Livija, potem je bil pa že kvintet, ne, je bila pa to že naloga, ki se je bilo treba pa lotiti tako, da je bila postala center tega, kar delam en čas. Celovito, ne? Ja, in to je pa trajalo potem 20 let. Ja. Bova o tem še, ampak vi ste do kvinteta seveda prišli preko kvarteta. Ne? Za vse nas je bil seveda Aleksandrijski kvartet tisto, kar smo najprej brali. Ampak zdaj vi ste ga brali skoraj nekaj let po izidu, takoj praktično. Ne? Torej, tako hitro je takrat slovenski prevod bil narejen. Gospa Mihelič je tle naredila izjemno zgodbo. 3 leta potem, ko je bilo to objavljeno, smo imeli slovenski prevod. Jaz sem bil takrat star 15 let. To nismo še takrat brali otroci. Gimnazijalsko branje je bilo pa to kultno že. Je že bilo. Ne? Je bilo kultno branje in Durrell je, seveda ne vem, koliko smo to razumeli, ampak fasciniral način pisanja, ta nov način romana, ki pa izhaja, recimo, predtem je leta 1947 izdal Durrell Cefalu, ki je potem leta 1958 šel kot Temni labirint. Ne, ki je bil tudi šel v slovenščini. Ja, ga imamo v slovenščini, ja. Tam se pa začnejo neki premiki v literaturi, ki grejo direkt v kvartet, v kvartetu dozorijo in kvintet je pa potem, jaz bi rekel, višek Durrellovega ustvarjanja in bi rekel, kot tudi zapišem, ena najzanimivejših umetnin 20. stoletja sploh. Glejte, zdaj vam bom postavila vprašanje, o katerem bi midva lahko govorila 3 ure, ampak ne moreva, imava približno 3 minute. Torej, kaj je tisto novo, kar je Lawrence Durrell prinesel evropskemu romanu? Se da to povedati v bistvu v nekaj stavkih? To se da, ne v nekaj stavkih, to se da povedati v okviru pisateljskega prizorišča, ki je bilo takrat, ki je Durrell delal. Ne? To so pa od Anais Nin, vsa ta plejada, s katerim so prijateljevali in tako naprej, do Bitorja pa Vica od Grijeja in vse to naprej. To je bila to, kjer se začne roman pisati drugače. Ni več linearna pripoved, izginja tradicionalni romaneskni junak,
individualna psihologija postane temelj, pozneje še Freudovi ti razmisleki o človekovi osebnosti, ki ni nič celovitega, ampak je skupek nekih vzgibov, ki se pač preliva skozi čas. In to so tiste smeri, ki jih je Darel, če poznamo te literature, pa novo roman in novo in to, vidimo, da je Darel to nekako posebej delal na svojstven način. Pod vprašanje. Nekje sem brala nek zelo star intervju z Lawrencem Darrellom, mislim, da je nastal nekje leta 1960. In on je takrat dejal, da bi rad roman, recimo, če gledamo roman v razponu med Rabelejem in de Sadom, bi rad vrnil roman v Rabelejevske čase. Ne? Zdaj, jaz si nisem znala tega čisto dobro razlagati, ampak to je bila njegova intenca. Imate vi kakšno idejo, kaj bi to lahko pomenilo? Ne, vem pa, kako je sam postavljal, daleč od tega, kar zdaj le razumem, kar ste povedali. Recimo on o kvartetu, o aleksandrijskem kvartetu, ki ga imajo za poezijo ljubezni in ne vem kaj, je rekel takole: to je poezija relativnosti. To je študija moderne ljubezni, to je roman v nastajanju, v pisanju. To je za njega, to je zanj kvartet. Kvintet, tukaj imamo pri kvartetu imamo Einsteinovski prostor-čas. 3 prvi romani so postavljeni samo v prostor, 4. Kleo potegne pa časovno dimenzijo. Dobimo prostor-čas, v katerem potem ta potekanja dobijo podobo. Pri kvintetu gre pa to korak dalje, je pa že kvantna fizika, kvantna mehanika oziroma kvantna teorija, kjer so pa postavljene stvari po načelu nedoločnosti. Imamo kar en kup Schrödingerjevih mačk, ki čakajo, kaj se bo zgodilo, bo to ali bo uno, kvantni preskoki, prelivanje enih oseb v druge. To je zelo zanimivo. 2 pisatelja, ki sta drug drugega si izmislila in pišeta drug drugemu življenje in tudi ženo. In tista žena je taka pa taka, sestavljena iz mnogih oseb, njunih, ki sta romaneskni, ker sta romanopisca, in potem se drug drugemu pritožujejo, tako si meni s to ženo naredil, tako sem trpel, to je bilo grozno, je bilo. Skratka, tle je nadelal tudi en izjemen humor, ki pa ni situacijski, to ni komika, ampak je položen sploh v odnos do sveta. Tako večen humor je, ne, v odnosu do sveta. Vsi njegovi junaki so izmišljeni, je nekje dejal, posebej o Avignonskem kvintetu. Ste kaj na to temo zasledili? Se tudi da razbrati, ne vem, njegove prijatelje, žene, ljudi, s katerimi se je... Ženske gotovo, pa prijatelje gotovo, samo jaz mislim, da o tem sploh razmišljal nisem. Ni pomembno. To bi bilo nasilje nad knjigo, ki je napisana za vse kaj drugega, kot da bi šel zdaj po teh črevah, če tako rečem, brskati. In to raziskovati. Pa sem mrskaj raziskoval, pa mrskaj našel tega. Tudi nekaj presenečen, ne? Nekaj stvari vas je močno presenetilo, ko ste prevajali kvintet in pravzaprav odkrili neke nove stvari, ne? Ja, jaz mislim, da je pa to prav odkritje, ko neke besedne zveze nisem pač doumel, zakaj so take, kakršne so. In sem potem, ko je bila že doba interneta, odtipkal to v splet in sem se znašel v sredine stare knjige s starimi črkami stavljene, ki je bila digitalizirana na srečo, ki jo je napisal Thomas Janvier z naslovom Calends of Provence, izšla je leta 1902, 1898 pa napisana. In je Darel iz te knjige ene najlepših opisov v knjigi je dobesedno povzel.
Torej, dobesedno povzel ali prepisal? Prepisal. Cele strani prepisal, opis dvorca v Provansi, gor v Alpil, kompleten dvorc z ljudmi, portreti, z oblačili, s tem, kaj dajo na mizo, kako praznujejo Božič, kakšni so jedi, vse dobesedno. Povejte mi nekaj, je to nekaj, kar se da na kakršenkoli način umestiti v strukturo sodobnega romana? Je to nekaj, kar je dopustno ali je? Jaz mislim, da če so prvič, če je bilo treba, če je uredil avtorske pravice, zakaj ne? Da še eno lepo dimenzijo. Če so pa avtorske pravice takrat že ugasnile, pa že ponovno, zakaj ne? Ni pa pripombe v tem, da je to delo Janviera, lepa knjiga, sijajno napisana, prefinjen gospod, član Felibreja, Mistralov prijatelj. No, lahko bi to navedel v opombe in vsi, ki smo radovedni, bi šli potem raziskovati še to delo naprej. Ne? To bi bilo... V vsem kvintetu mislim, da so 3 ali 4 opombe pod črto. Nima navade tega delati. Ja, ko sem gledal druge prevode, sem videl, da so prevajalci se delali pametne, tako jaz to gledam, in so delali opombe. In če so našli povezavo, ki je s Shakespearom ali s kakšno to poezijo, pa so to zapisali. Jaz tega nikoli ne delam. Je poseganje v tekst. So mi pa njihove opombe prav prišle, to pa priznam. Pri pisanju, ne? Glejte, zanimivo, kaj se pravzaprav dogaja s temi romani, predvsem z Aleksandrijskim kvartetom. Tudi založba Faber in Faber, ko je roman izšel, ni znala zaznati, da bo iz nekega, pravzaprav v tistem času bolj ali manj ezoteričnega avtorja, da bo ta avtor postal tudi avtor popolnega bestsellerja. In v tistem obdobju po Evropi praktično se ni dalo dobiti Aleksandrijskega kvarteta. Ljudje so pisali časopisom, založnikom, se pritoževali in iskali. Ne? Zdaj, pri nas je zgodba tudi nekoliko podobna. Ti prevodi Mire Mihelič, ki so bili napravljeni, kot ste rekli, leta 63, so se tudi zelo hitro razgrabili, porazgubili in dolga leta praktično nisi mogel kupiti Aleksandrijskega kvarteta, razen seveda, če si ga sposodil v knjižnici. Ne? Da ne rečem, da zdaj v ponatisu je bilo praktično podobno, ne? Ker je bil takoj razgrabljen tudi ta ponatis. Kaj pa Avignonski kvintet? Ima podobno usodo v tem smislu? Kaj vemo o tem? Kako blizu je ljudem, ki so imeli radi Aleksandrijski kvartet? V času po Aleksandrijskem kvartetu je bil Darel nominiran za Nobelovo nagrado, ki je takrat ni dobil. Pa jo je dobil Ivo Andrić, ne? Ne vem, če je bilo to ravno to leto, ampak blizu tistega leta. No. In o kvintetu se pa bere vse mogoče. Bere se sijajne doktorske disertacije, študije, univerzitetna predavanja, vse sorte literaturo, tudi posmehljive kritike, ki se ljudje, poznavalci literature ali kakorkoli, norčujejo recimo že iz dejstva, da roman pišeta 2 izmišljena pisatelja. To, kar ste omenili, ja. Potem tretji je Darel sam, stari D se nekje v knjigi imenuje. Tretji je on kot vsevedni pripovedovalec, ki nastopa. In potem se vse to meša in verjamem, da je to zelo zabavno branje, ampak težko branje, če ga hočeš doumeti. Bi rekli, da je to branje za sladokusce? Je to branje za vse, ki imajo radi Lawrencea Darrella? Ali je to pravzaprav splošna literatura, namenjena vsem, ki imajo radi knjige? Se da to nekako pozicionirati? Ja, jaz mislim, da je to literatura za vse te, kar ste našteli. Za tiste, ki imajo samo radi dobro literaturo, za sladokuse in za tiste, ki se s tem ukvarjajo še majčkeno bolj strokovno. To je literatura za vse, ker je tudi tako napisana. Se ima celo
izjemno široko paleto, sploh tem, ki jih obravnava, in se teme se prepletajo, pa prelivajo, predvsem ena skozi drugo, ena iz druge. In je kvintet postavljen tako kot kvinkus, to se pravi tistih 5 pik na kocki. Ne? In pravi sam, da so romani med seboj, to je 5 romanov, da so med seboj povezani kot neodvisno, kot plezalci v steni, kar pomeni, da lahko beremo Katerega koli. od začetka, pa vemo, kako so bili napisani, kako so izhajali, in se lahko bere zadnjega najprej in tako naprej, čeprav jaz tega ne bi naredil. Jaz sem najprej brala Constance. Zakaj? Zaradi tega, ker sem dobila te PDF, torej datoteke, in sem jih nekoliko zamešala, ampak se mi je zdel primeren vstop v Avignonski kvintet, v resnici. Ko sem potem brala Monsieur, torej, ne, se mi je zdelo, da sem bila vesela, da sem začela s Konstancijo zgodbo. Zelo zanimivo. Jaz sem bil pa vesel, da sem začel pa z Monsiejem, z Vladarjem teme, ker mi je ta knjiga, seveda moje branje je bilo drugačne, mi je ta knjiga postavila sploh neko perspektivo, kaj bi se pa utegnilo še zgoditi, pri tem, da sta bili takrat, ko sem to bral, še 2 knjigi. To je bil duet, ni bil še kvintet. Ni bil še kvintet, ne? Ne. No, ampak kvintet, kakor kvartet, prinašata torej to raznovrstnost tematik, kar ste vi omenili, ne? Hkrati pa tudi to geografsko polnost, to čutnost in to senzibilnost širokega geografskega prostora, v katerem govori Gerald Darrow. Torej Lawrence Darrow, se opravičujem, zdaj to bova morala še potem omeniti, ne? Zanimivo pri njemu je, iščem pravzaprav en zanimiv citat iz vašega dela, kjer vi, torej ne vem, kako je bilo to v angleščini, govorite o dvojnem vidu, ne? Torej vzhod-zahod, dvojni vid ljudi, ki živijo v Aleksandriji. In pri tem sem pomislila, pravzaprav tudi prevajalec mora sprejeti in najti ta dvojni vid, da razume torej obe kulturi, o katerih Lawrence Darrow govori. Ja, to je pravzaprav dvojno ali pa trojno zrenje, najprej nad obema, vedeti, zakaj je nekaj napisano, potem se pa identificirati, ko se prevaja odlomek, se cel potopiti noter in misliti in vedeti to. Seveda plus zraven tega pa še vse tisto, kar spada kot k delu, ne, strokovno in tako. Ne znam si predstavljati, koliko študija in raziskovalnega dela je potrebnega za en tak Darrowov roman, v bistvu 5 romanov, ne, kot ste se jih lotili. Tega je bilo dosti, ampak vam povem tako, jaz nisem tega začel delati tako, da bi rekel, zdaj moram pa preštudirati to, pa to literaturo, pa tiste gore prebrati, pa te gore prekidati in tako naprej. Sproti, ne? Ampak sem prevajal prvo knjigo in že gledal, kako bo druga, in potem iskal, pač se pravim, ko je prišel internet, je bilo to olajšano. Predtem sem pa s takimi kupi hodil vnuk, telefoniral prijateljice, ki je tam vodila en del vnuka, in me je vsake toliko časa počakali takili kupi, da sem potem to uredil, pa stvari, čez katere nisem mogel sam. Ne? No, internet je vam prevajalcem res odprl nove možnosti. Je pa treba vedeti, da se je treba pa naučiti ločiti pleve od zrna, ker je pa na internetu pa toliko nekih smeti, da je to že povsod je nemogoče. To sem vas hotela vprašati, ker sem prej pravzaprav po pomoti dejala Gerald Darrow v neki situaciji, ne, seveda Jerry, bratec, ne. On je pisal drugačne romane, oziroma ta roman, ki ga je napisal, je poln družin, živali, vsi so prijazni, krasni, ne. V Lawrencovih romanih ni družin, ne, tam so samski, iščoči ljudje. Brat je bil tudi biolog, ne. Tako. Tle sta bila različna in je nekaj časa bil bolj znamenit in bolj cenjen pisatelj kot Lawrence. Tako, ne. A ste uspeli videti morda to nadaljevanko, ki jo je HBO naredil? Ne gledam. Aha, ne gledate? Televizije ne gledam.
Jaz tudi zelo malo gledam televizijo v resnici, ampak ta nadaljevanka je bila res nekaj posebnega. So mi pripovedovali, Ja, pa in morda je- jo bom pa še poiskal. In pa jo bom pogledal, ne. pogledal. No, sicer ta zgodba torej, in o tem, kako je v resnici živel Lawrence Durrell, je nekoliko romantizirana v tej nadaljevanki, ne? Ampak neki Ja, nastavki so seveda notri. Kot osebnost ni bil, recimo sploh do žensk ni bil zelo prijetna osebnost. A ste imeli kdaj težavo s tem, da ste ljubili njegov tekst, ampak hkrati ste vedeli, mislim, kako problematičen človek je bil sam po sebi? Ja, predvsem to neka razklanost pride. Predvsem takrat, ko opisuje žensko in jo opisuje kot nekaj vzvišenega in jo opisuje kot, skratka, res, hkrati pa v zavesti zade, da je pa pretepal žene, pa in tako dalje. Pustimo ga zdaj primer, da je počival v miru. Ampak literatura je literatura in to mora ven. Kot je bil Wilde neskončna packa v zasebnosti, Zasebnosti, ja. literatura je to. Pa Hamsuni pa to, sej Ja, ja. Hemingway, same grde figure. Ja, moramo ločiti, ne? Drugače ne pridemo nikamor s to literaturo. Pa se moram vsakič sproti prisiliti, zato ker vrsta človeka, jaz ne razumem, kako more en sadist pisati literaturo, ki je vzvišena. Ja, no, Lawrence Durrell je bil za nas v prostoru nekdanje Jugoslavije tudi zanimiv še iz enega vidika, ne? Namreč je služboval v Beogradu in se o njem pravzaprav kar nekaj vedelo, celo nek roman je nastal v njegovih beograjskih časih, nekaj Beli orli nad... Tako nad Balkanom ali nad... Ja, Ni točno. veljal za kak presežek, ne, v Ja. tistem času. Durrell je takrat, pa se nisem zelo ukvarjal z njegovim življenjepisom, da bi to, ampak takrat je bil na veleposlaništvu nek tiskovni predstavnik, kar pomeni, da je bil obveščevalec, da je bil vohun verjetno, ne. Jugoslavijo je sovražil, nisem šel raziskati zakaj, ni je maral, in je pač služboval, da je prestal neke čase, ko mu finančno ni šlo prav dobro. Ne? Potem, ko je pa začela literatura prinašati, se je pa lahko udobno umaknil v Provanso in potem v Provansi kvintet napisal. V Avignonu je pravzaprav zelo dolgo živel. Najdlje v svojem življenju je živel... Pa ne prav v Avignonu, No, nekje ja, tam v tako bližini neki vasici je imel neko malo dvorc, ali kako bi rekel. In se vidi, da to pozna in kako naredi ta Avignon, ki v začetku kvinteta postane Avignon, pravzaprav cel svet kvinteta, tukaj se vse zgodi in potem po teh gnostičnih principih, ki v romanu veljajo, ječa vseh teh romanesknih likov in tam se potem se to dogaja in tam se vse zgodi. Tudi okrutne stvari med drugo svetovno vojno in kamor poseže spet ta Durrellovski humor noter, ki bombardirajo tisto Bogano rišnico. Ja, to je izjemen primer. Ja. Del tega in to so Provansa in Avignon. Rekli ste, da ste, ne vem, ste prav brali tisto zeleno beležnico, v kateri so bili zapiski? To imajo spravljeno nekje, pa ne vem, ali je to v Londonu ali v New Yorku, v eni knjižnici. V knjižnici. Ja, in je to tam. In to zelena beležnica sem bral nek zapis o tem, kaj je notri. Kaj je tam zloženo in so različni dokumenti, ki jih je sestavljal za pisanje kvinteta. Tudi Ljubljana je omenjena. No, takrat je omenjeni so časopisni izrezki iz evropskega časopisja, ki se ukvarjajo z
valom samomorov, do katerih je prišlo v Ljubljani leta 1968. In takrat so pisali časopisi, pri nas je sploh bila gonja, še politična, iskali klub samomorilcev. Neki Vladimir Pavšič je napisal celo igro Šola noči, ki so jo potem takoj dali predstavo v Mestnem teatru. Napad na filozofsko fakulteto, na predavatelja, profesorja Pirjevca, češ da z nihilizmom povzroča obup naše zlate socialistične mladine. No in je to vzbudilo po Evropi veliko zanimanje, kot da so, pa zdaj se ne spomnim, je bila La Stampa ali Corriere della Sera, skratka en vodilni italijanski časopis je prišel v Ljubljano in je poiskal skupino 441. To smo bili pa mi, Matjaž Kocbek, pa Svetina, pa Poniš, pa jaz. In so nas intervjuvali in zasliševali, kaj je s tem klubom samomorilcev. Te smrti so pa udarile med nas, med 19-20 let staro mladino, cela vrsta smrti. To so bili vaši prijatelji. Prijatelji, znanci, v šumi, 3 smrti v šumi. In se nas predstavljate, takale mladina, tako globoko prizadeta, pa politična gonja. Ja. Tako da se bežno spominjam tistega intervjuja, se smo dobili iz vode, pa ne vem, kam je to šlo. Se spominjam, kako smo odločno zavrnili, da bi to bila kakšna organizirana zadeva samomorilska, ker smo čutili, smo vedeli, da ni tako. Je pa morda tudi ta ljubljanska zgodba, delno vplivala na Lawrencea Durrella in njegovo... Te papirji, te izrezki so v njegovi zeleni beležnici, tako se imenuje. In raziskovalci, kakor sem pač prebral, te, ki so te mape preučevali, trdijo, da je ta morebitni klub samomorilcev temeljna ideja za gnostično samomorilno sorto, sekto z Bližnjega vzhoda, s katero se začne prvi roman. Akad in ta puščavska sekta, kjer se dogajajo potem, kjer se začnejo dogajati stvari, ki tečejo pravzaprav do konca kvinteta. Do konca premisleki o smrti, premisleki o tem, da je, se tukaj noter cinizma ogromno, da je človek ujet v svojem telesu, živ mrlič v telesu in potem, ko umre, se osvobodi. In liki v kvintetu lebdijo med svetlobo in temo in svetloba je seveda ta gnostična smrt, ki je pa v gnostičnem samožrtvovanju, to ni samomor, to je samožrtvovanje, ki je človek ubit, sam se ne sme, da se žrtvuje v gnostičnem smislu, da pomaga osvobajati svet izpod vladarja teme, izpod žezla vladarja teme, ki je zavladal svetu, ki ga je izmaknil, ga je izpulil pravemu stvarniku, dobremu stvarniku, da pa vlada zlo. To je ta gnostična zgodba. Sekta, ki deluje v Aleksandriji. In temelj tega je žal v teh tragedijah, ki smo jim bili moja generacija priča. Ferdinand Miklavc, ta pogovor sva zdaj v tem trenutku žal zaključili, ampak dajva ga tudi midva razumeti kot en tak kvintet. Pa rečiva, to je zdaj prvi del, se mi zdi, da je toliko ogromno stvari. To še 4-krat. Mislim, da bi še 4-krat to lahko naredila. Ste za to? Pravilno, z veseljem. To je delo, moram priznati, da je to delo, ki je veliko delo v mojem opusu in mi je tudi zelo ljubo, seveda. Odlično. Najlepša hvala za ta pogovor in kot rečeno se vidiva vnovič. Tako, hvala lepa. Hvala. Beletrina v živo.